prihajali do tega, da je nekdo ravnal šasijo, nekdo je ravnal kabino, potem se je peljalo nekam to drugam barvati, nekam drugam sestavljati. Verjetno ne rabim posebej poudarjati, da je v poslu čas enako denar. In še posebej to velja za gospodarska vozila in še posebej to velja za težka tovorna vozila. In zdaj imam tukaj za mano novo kleparsko-ličarsko delavnico, ki nam obljublja, da bo čas popravila gospodarskega vozila skrajšala iz povprečnih 2 mesecev na povprečna 2 tedna. V primeru, da vozilo stoji 2 meseca, tukaj prihaja do kar nekaj tisoč evrov izgube prihodka za podjetje. Stranka, če ti ne omogočaš prevozov, mora rešiti svoje probleme, uporabi drugega prevoznika. S tem, ko se izognemo oziroma ko skrajšamo čas popravila na 2 tedna, od pričetka popravila govorim, prihranimo podjetju kar precejšen znesek. Vse na enem mestu. A je to zdaj nek unikat v Sloveniji? Ni ravno unikat. Unikat je to, da je dodana še peskalnica. Kakšna je pravzaprav njena dodana vrednost, da jo imate tukaj na tej lokaciji? Določena vozila, kot so na primer vozila za posebne prevoze, kot so cisterne, so uporabi daljši čas v podjetju. Sama kovina začne korozirati in tako vozila se obnavljajo. Speskamo vozilo, pobaramo, obnovimo zavore, obnovimo elektriko in je vozilo spet za dolga leta na voljo. Popravilo težkih gospodarskih vozil zahteva nekoliko drugačen inženirski pristop kot popravilo običajnih osebnih avtomobilov. Namreč v tem primeru ne gre samo za estetiko in na primer aerodinamiko, pač pa predvsem za nosilnost in strukturno integriteto šasije. Pri tovornjakih takšna šasija predstavlja hrbtenico vozila. In zdaj me zanima, kako strokovnjaki v tej delavnici zagotovijo njeno geometrijsko natančnost po trku ali pa kakšni drugi poškodbi. Zdaj videl sem iz prednjega dela, da avto visi, ja. Stoji po strani. Lejte, in če takole pogledate po liniji, vidite, koliko avto visi, koliko je šasija zvita. Se pravi, zvilo se je, ko rečemo temu, torzijsko. Tako, torzijsko je zvita. Imamo merilo, da točno vidiš. Tale mislim, da je 10 mm nekje. Mojster za ravnanje šasij rabi dobro oko. Dobro oko, brez dobrega očesa ni. Čeprav jaz moram že včasih Nimate pa kakšnih laserskih meritev? Ne, za tole ne moreš. Aha. Za tole ni. Ne, tukaj je pač uč. Torej nekaj je tudi umetnosti še. Ja, tukaj je še veliko umetnosti, ne samo laser. Če govorimo o ravnanju samih šasij, ogromno poškodovanih vozil danes se potem razstavi in se uporabi za rezervne dele, ker ni bilo možnosti oziroma premalo možnosti na slovenskem trgu za taka popravila. Lejte, v Sloveniji ni šole za tole, ne. Ga mora šolati sam delodajalec, ne. To je najbolj zakomplicirano popravilo. Znanje, da ti znaš popraviti šasijo, traja od 5 do 10-15 let, da se oseba nauči to izvajati. Kar se tiče pa samih orodij, pa boljše orodje je, oziroma najboljše orodje je ti bistveno skrajša čas popravila. Na prvi pogled ta šasija izgleda, da ne bo več uporabna, ampak... Ja, tako je. Na prvi pogled vsak prav to ni mogoče, ne. Ampak končen izdelek bo pa pol malo drugačen. Zdaj nam bom pokazal, kaj sile delajo. Tlele je recimo, mi bomo zdaj 60 tonam. Sam cilinder ima 20, pa potem sta še dva po 40. To 60 ton sile, da lahko tako stvar poravnaš. Zdaj se že tudi tlele gledamo prikaze, koliko sile not vlagamo, da se bo to začelo odvijati, da se to ven ravna. Vmes je treba prekiniti, ker tle moramo mi material dobivati skupaj. Ker ga je preveč, Zato imamo induktivc, 15 kW. Moramo material pokrčiti, ker tle je zdaj materijala preveč. In se točkovno gre ta stran, ker tukaj je preveč materijal raztegnila. Kaj je prednost tega, da to induktivno zdaj v bistvu grejete? Ne uničuješ materijala. Ker včasih... Smo grejali z avtogenom aparatom in smo material dodajali, smo ogljik, ali odvzemali. In je pol problem, material uničuješ, klega pa ne uničuješ. Ker prvo, pri induktivnem grelcu, ti iz sredine pobiraš, greješ material. Ne samo na površini, je kompleten pregret, istočasen. Drugo, dobra lastnost je, tle lahko ti primiš. Ni vroče,
Tukaj je pa čisto Tle pride hladna toplu, šasija. a ne, tukaj je mrzel, tle je mrzel, ne. Vidimo v toplote, ampak ni pa ožgan. Ne. To pomeni, da bo šasija verjetno zdržala več ravnanj. Tako je, večkrat lahko pol pogreješ in ne zgubi lastnosti, recimo ne uničiš strukturo materijala. In zdaj, ko se hladi, zdaj mu spet pomagaš naprej. Ne. In se toliko počaka, ko začne kle spet malo višji kuprat vet, a ne, je spet višek materijala, ne. Ga spet pogrejemo. Evo, zdaj že poka, ker material dela. In tako gre skozi po celi šasiji, kjer so te cvikelnje, vse. Kle bo isto, ko bomo ravnali, bo isto, kle le preveč materijala. Moš isto pograti. Če bi mi plamensko, ne, bi bilo tole vse okoli ožgan. Problem je inštalacija, ne, ker to se uporablja tudi, če treba šraufati, pa da ne gre, ga lih tako enostavno pogreješ. Matica zažari in ta matico zdaj z lahkoto odšraufaš s ključem. Danes sledimo k temu, da smo čim hitrejši. Če avto stoji recimo en mesec moš ti šoferju plačo dati, en mesec cestnine gre, en mesec zavarovanja gre. Za neko močno izkrivljeno šasijo potrebuješ nekje 3 do 4 dni efektivnega dela, za manjšo popravilo pa so to tudi popravila od 2 do 5 ur. Kakšne so te neke tipične poškodbe vozil, ki jih pri vas popravljate? Po večini so to vozila udeležena v prometnih nesrečah ali pri samem natovarjanju, restauriranju tudi pogosto prihaja do poškodb, saj z dvigali oziroma viličarji lahko poškoduje vozilo. Obstajajo primeri, ko raztovarjaš vozilo na nekem gradbišču, kjer je mogoče malo mehkejši teren in vozilo se ugrezne v zemljino. Potem je to vozilo največkrat še natovorjeno, treba izvleči iz takega področja in pri tem že prihaja do poškodb, saj lahko se sama šasija vozila zvije. Prišli smo tukaj delati z materijali, da je čim tanjši, čim lažji, so močni, ampak obenem on mora dihati. Na cesti se šasija krivi, ker gre po terenu, temu pravimo. Sej pobere, vzmeti, pa blazine pobere, ampak vse pa na morju. Ker je le, kamion, recimo, dober, ta je krajši, ki je vlačilca. Prikolica, na primer, ima pa 13 metrov 60, na ta dolžina se pa že zavije, pa ne gre drugače, ker pač se more zakrvati, žal. Zato tudi vidimo včasih, ko se za kom peleš, ko gre kabina v to stran, v levo, avto v desno. Tukaj imamo zdaj prikaz ravnanja kabine. Važno je tukaj predvsem to, da ko gre kabina na šasijo, da ravno stoji. Ker če tega ne dosežemo, bo kabina po stran stala, težišče se pol tudi premika na šasiji. Zato mora to biti tako narejen, da je v nulo, to se pravi fabrško popravljeno. Ko to nekje dosežemo, se lotimo zgornji del. Spet imamo kle ketno, pa tole je parpet gor. Mi pravimo temu mucek, ki ga ima zobke, ki tole zagrabi. Obvezno se mora to zavarvati. Če bo kle odletel, je šipa. Pa to je še najmanj, če sodelavec dobil glava. Tudi slišiš se, kako jamra. Mi pravimo temu jamra, ki začne pokati. Tukaj smo pa zdaj mi v predpripravi. Tukaj se vozilo od parpele, ki gre s kleparske dalavence ven, ali pa recimo iz peskalenca v predpripravo. Tukaj je treba obrusiti, očistiti, kitati, poravnati, dati v šprickit. Naša lakirnica ima skupno dolžino 16 metrov pa pol. Se pravi, mi lahko not frigo, se pravi hladilnik, komod pobarvamo, okrog in okrog. Imamo pa pol not vrato, da pregradimo in laufa ta komora zase, una komora zase. Tukaj lahko barvamo kose, tam vozilo, se pravi kabino, lahko tudi tukaj not kabina, je za dosti prostora, ampak kaj je dostkrat? Imaš 2 avtomobila. Enega imaš kose, enega imaš pa kabino za pobarvati. In vsak posod lahko različne barve barvaš. Kaj pa je vaša pot v prihodnost? V bistvu bi lahko rekel, da nastaja en tak regijski center, sploh specificirano, glede na to, da je Ljubljana, da je zelo dobra lokacija. Praktično regijski center, kjer omogoča, da se zreši od A do Ž, kar se tiče servisiranja, popravil in vseh ostalih zadev, kar se transporta nasplošno tiče oziroma servisa. Da boste dejavnost razširili mogoče tudi na popravilo gospodarskih vozil z drugimi pogonskimi tehnologijami? Prihodnost je na elektriki, to vsi vemo. Zdaj, koliko se bo razvil, kaj se bo, definitivno stremimo k razvoju, sledili bomo trendom,
Zdaj, kam nas bo pa to pripeljalo, bo pa sem čas povedal.